Prihajava na najvišji vrh občine Komenda, Koseški vrh, 467 metrov. To je pa najvišja točka občine Mengeš, okoli 622 metrov. Tukaj približno na 625 metrih je najvišji vrh občine Vodice. Tale majhen kucaček je pa najvišji vrh občine Trzin. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Z Majo nadaljujeva popotovanje po najvišjih vrhovih slovenskih občin. Tokrat sva pa izbrala 4 občine v bližini Ljubljane, in sicer severno od Ljubljane. Maja, katere občine? Komenda, Vodice, Mengeš, Trzin. Tako. No, te občine so vse bolj ravninske, imajo samo take osamelce. Večina najvišjih točk teh občin se nahaja na pobočju Rašice, ampak prav nobena ne seže prav do vrha Rašice, ker je vrh Rašice je že pod ljubljansko občino. Vse so pa precej blizu, razen ta, pri kateri smo pa zdaj, to je pa občina Komenda. Najvišji vrh občine Komenda je pa Koseški vrh s 467 metri, po mojem. Bomo na vrh povedali, koliko je točna višina. To je pa v bistvu tudi najvišji vrh občine v teli osrednji regiji. Se pravi, daleč ni tako najvišjega vrha, kot tukaj. Mislim, da je naslednji pa šele nek na Štajerskem. Tako da zdaj greva na enega od najvišjih točk občin. Na ta Koseški hrib oziroma Koseški vrh smo pa štartali blizu vasi Bukovica pri Komendi. Najprej gremo pa do v bistvu kar največje znamenitosti občine Komenda. To so pa mlinčki na enem potočku. Mislim, da jih je kar okoli 70 takih miniaturnih mlinčkov. Tako da to je v bistvu tudi največja posebnost občine Komenda. Evo, pa smo prišli do mlinčkov. Tak je miniaturni, evo, miniaturni mlin. Evo je, koliko jih je. Super. Miniaturni mlinčki na vodo. Koliko mlinčkov. To je fajn skulptura, evo, lesa. S fajfo. Koča pri mlinčkih, 1997 metrov. 1600 metrov je previsoka. Ampak gremo, zdaj pa naprej na Koseški hrib. Aha, se piše, roj. Evo, piše Koseški vrh, 20 minut. Ema. Prihajava na najvišji vrh občine Komenda. To je Koseški vrh oziroma Koseški hrib. Pa presenetljiv. Tudi malo razgledama. Evo, na poslovno cono Komenda. Evo, dobrih 100 metrov nad dolino. Tam okoli 120 do 130 metrov nad dolino. Evo, tam se oddaljavi tudi vid letališče Brnik in pa proti Kamniškim Alpam. Evo, lepo, klopca, skrinca, Koseški vrh, 467 metrov. Prav, najvišji vrh med osrednje slovenskimi občinami. Zdaj se pa nahajava v vasi Dobeno, to je pa izhodišče za vse 3 najvišje točke občin Mengeš, Trzin, Vodice. Tako. Najprej gremo pa na najvišjo točko občine Mengeš. To je pa tik pod vrhom Staneta Kosca na Rašici. Hodimo proti najvišjemu vrhu občine Mengeš. Zdaj smo na tej glavni poti iz Dobena proti vrhu Staneta Kosca, proti vrhu Rašice. Evo, tukaj po tem pogumenemu palčku
pa zavijamo na tole nekaj bolj zaračeno vlako, da bomo prišli na predvrh Rašice. Ta predvrh Rašice je pa tudi najvišji vrh občine Mengeš. Mislim, da je visok samo okoli 620 metrov, se pravi 20 metrov je nižji, kot vrh Staneta Kosca, oziroma najvišji vrh Rašice. Evo, je ena taka potka. Tam se že vidi greben, ali vrh mora biti pa zelo blizu. To je pa najvišja točka občine Mengeš. Brezpoten vrh v bližini vrha Rašice. Evo, tako da izgleda. Je pa brez razgleda. Na zemljevidih je plastnica 620, pa še kakšne 2 metra gor, tako da okoli 622 metrov je najvišja točka občine Mengeš. Tudi pri najvišjem vrhu občine Mengeš je seveda pomota. Tam piše, da je najvišji vrh Debeli hrib, ki je visok 594 metrov. To je v bistvu tudi pobočje Rašice, ampak bolj na vzhodni stran Rašice. Ampak tale vrh, tale predvrh pač Rašice je kar precej višji od tistega debelega vrha. Evo, zdaj pa naprej proti vrhu Rašice. Ta je pa že v ljubljanski občini, potem pa samo majhen naprej, pa spet pridemo do najvišje točke občine Vodice. Evo, zdaj smo pa na vrhu stolpa na Rašici. No, in tale hrib, se pravi na jugovzhodu, je najvišji vrh občine Mengeš. Tale proti severu pa najvišji vrh občine Vodice. Tako da tega zdaj še osvojimo. To je pa vrh Zakotje, 636 metrov. In pa evo, Šmarna gora, Ohograjski Dolomiti in pa naprej z Djulicem. Zdaj pa z vrha Staneta Kosca naprej proti vrhu Zakotja, se pravi naprej proti severu, pa smo spustili dol, potem pa spet gor do najvišjega vrha občine Vodice. Zdaj smo pa še na najvišji točki občine Vodice. Zdaj ta točka ni čisto točno določljiva, ampak predvidevam, da je tukaj nekje, kjer je tik pod temu vrhom Zakotja, to je pa ta predvrh Rašice, se pravi severni predvrh Rašice. Tukaj približno na 625 metrih je najvišji vrh občine Vodice. Se pravi, oba dva vrhova, tako občine Vodice kot občine Mengeš, sta precej blizu ena drugi. Vmes je pa vrh Staneta Kosca oziroma najvišji vrh Rašice. Zdaj pa nazaj do vasi Dobeno. Pod vasjo bomo pa poiskali še najvišjo točko občine Trzin, ki se pa nahaja malenkost pod vasjo Dobeno. Spet to ni vrh, ampak samo točka na pobočju Rašice. Ta je pa mehen nižja, je pa malenkost pod 500 metri nad morjem. Zdaj smo pa na koncu vasi Dobeno in gremo poiskati še najvišjo točko občine Trzin. To pa na oceverjel moramo celo navzdol, na malenkost, kakšnih 5 minut, pa smo na najvišji točki občine Trzin, ker pač občinska meja pride gor po tem sedlu. Zdaj smo na poti, ki greš Črnuč proti Rašici. Evo, in tale majhen kucaček je pa najvišji vrh občine Trzin. Gremo na vrh pogledati. Evo, to je to. Takele precej nezanimive točke, ampak to so pač najvišje točke občine Trzin.
Kot zanimivost, Trzin je tretja najmanjša občina v Sloveniji. Tako. Najvišja točka občine Trzin je pa približno na okoli 480 metrov. Tudi težko natančno določiš, ampak tam nekje glede na plastnice, ki so narisane, ki je narisana meja, ki je narisana občinska meja. Obiskala sva 4 občine severno od Ljubljane. Te so sicer hribovsko nekaj manj zanimive, ampak če so se odločila, da bo obiskala vse občine, je to to. Tako da zdaj pa novim dogodivščinam oziroma novim občinam naproti. Posemejte, naročite se na YouTube kanal Raj na zemlji. Vključite se v Facebook skupino Raj na zemlji, pa poglejte na Instagram Raj na zemlji. Tako, čau. Čau.